Kako je ekipa? A sta dobro videla? Kam gremo, kaj veste? Ne veste? Kaj smo rekli, kaj bomo zdaj delali? Vozili pa vrvi, a ne? Pa en del divje hrane bomo zdaj le pogledali, a ne? Kaj lahko najdemo divjega v gozdu. In pa potem še popoldne, ko gremo do potoka, a ne? A prav? Bomo pogledali, kaj še za jesti. A uživate drugače? Ja, odlično. Je? V redu? Vse štima? Ja. Ok. Boste pozdravili starše? Ja. Res ste živijo? Kar hodijo, kar... Pozdravite starše. Čau. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo starši, evo jih. Naša vojska. Da se združita potem takole v eno, a ne? In zato, da je enakomerna debelina te naše vrvice potem na obeh koncih. In tle in v sredini. Vedno začnemo tako, da začnemo z desno roko stran od sebe zavijati. To našo pravo, a ne? In ko se zadeva takole, da se vidim, se je zvinila, je olesanjela, ne bo redel. Spravi, takole, ko prijete do tazgale, vidite, kako je okroglo lepo. In date potem, če boste pozorni na moje dva palca, samo palca skupaj. Vidite, samo palca date skupaj in se vam tukaj ustvari taka lezanka, katero primete z vrha, z levo roko, imate ta kratek in ta dolgi čopek. Zdaj v tem primeru ta dolgi čopek, ta zgornji. In vedno zgornjega spet zavrtim z desno roko k prijatelju, samo ta gib si zapomnite, k prijatelju. Toliko časa, da se vam ustvari tle gor taka lepa okrogla struktura in je preložite čez spodnji čopek. In zdaj ta spodnji čopek postal zgornji. In spet zavijamo naprej in preložimo navzdol in to ponavljamo potem do kjer nam ne zmanjka materijala, a ne? Kaj dobivamo, če pogledate? Ni kita, ampak vrv, a ne? Da smačno. Ja? Bodo poskusil strgati? Bom jaz. Prosim. Njemo. Koliko kil pa zdrži? Ja, po mojem je 30 tale zdrži. Dobro, manje pa ne morem. Po občutku, no? 30. Tam da mi noč naredi pol. Ne gre? Bom jaz. Ni šans, ne? Ne, ni šans. Težko, ne? A bi se dogovoril obesil, bom tako dal roko? Koliko si težek? Jaz 40. Ti imaš 40? Pridi kile. Ne primi se pa se probi obesiti. Sam ne na silo, ej, počasi se obesi. Počasi. Obesi se z rokami, pa sem noge dvigni pol. O, no. Lahko jaz. Znam se obesiti. Ne znaš se obesiti? Jaz se. Brez težek sem. Primi se. Jaz bi se probala, ne boš. Ja se kje se držali z obema nogama, pa se ni strgala. Jaz bi se probala. Ne se me držati nogami, pač moraš besed dol. Znate tako stegniti roke, pa se obesiti gor. Ja. Sam noge dvigneš. Ja, mogoče. Sej dosti visoko, sej. Lahko jaz probam. Stegni roke, ne možeš globoko padati. Da porezu se, vse. Kaj zdaj? Vas ni nič skrb? Ne morete svoje teže dvigati, a kaj? Odlično. Drsi, a? Kaj smo rekli? Stegni roke najprej. Stegni roke, da ne bo... Pa so noge dvigneš. Ne gre? Evo, gre, se obesil, pa se ni strgala. Obesi, stegni roke, ne se iz višine obesi dol. Te ni to bom zadržal. Počepaj, stegni roke. Ja, tu kaj se skočil, ni nič. Pač mogo bi se vsez dol, pa če se strga, da ne rad padeš. Evo, kolega, ni se strga. Počepni, obesi se.
Sem noge dvigni. Ne roke. Vmes probo, ajde. Dvigni roke, Preka vrlo tog majhno, da še jaz vidim. to počem. Pa sem razdoljen. V glavnem, zaključite vrv, samo obvezno še to pokažem, a ne? Zaključite z enim navadnim vozlom, se pravi okrog prsta navijete vrv, date noter tale začetek vrvi in zategnete. Še predtem pa nisem pokazal, kako je treba štukati, ko nam zmanjka vrvi, a ne? Ko nam zmanjka tukaj vrvice, vzamemo nov material, oziroma novo pravo. Ni pomembno, kakšna je, ne? Pomembno je, da je toliko debela, kakor tale naš. A ne? In kar dodamo takole zraven, gledajte, ko boste štukali, kar takole dodate zraven in vse skupaj obrnete naprej, da postane kot eno, vidite? In preložite dol. In potem spet tega zavrtimo naprej in preložimo navzdol. Zavrtimo naprej, preložimo navzdol, a vidimo, in smo poštukali in imamo to vrvico lahko neskončno dolgo. Zdaj boste vi v skupinah poskušali splesti najdaljšo vrvico. A ne? Tista vrvica, ki bo napeta, stala po konci in bo najdaljša od tiste skupine, je pač potem zmaga. In ne pomivate posode, a ne? Tole vrvico pa še takole očiste, kot sem rekel, zaključimo jo takole z... Tista, ki je daljša. Tista, ki je daljša, zmaga. Samo mora biti ta prava tehnika. Ja, tehnika pa mora biti taka, kot sem pokazal. Seveda. Za večerjo. Ne, zato da se naučite vrv plesti, to je prvo. Pa tisti, ki se manj potrudite, posodo še pomijete, pa je. Vse preprosto. Ne, on se za kosilo. Imajo šotori. Ja. Kaj pa starške, da bomo pa starške dokončali. Dokončali bomo, ko bo čas za to. Okay. No? A se videl, kole se zaplete, konča z vozlom in se potem ta vrv nikamor ne. A zdaj pa lahko lečete. Aj, lahko že začnemo delati. Bomo se postavili na eno lokacijo v senčko. To je tukaj špika, to so pa semena, veš, ki se kar primejo gor na... A ta je od tega kaj je? Očistite se. Samo sekundo. Skoraj že jem, potem ga ne vidi, ne? Ne, narobe delaš. Kako bo? Pokaž. Dve vrdice. Lej travo. Ne, ne biri več. Ne, ti to ne biri. Da, ni dobro. Čaj, tukaj moraš deti preključi, ker imaš premalo. Če to samo okoli navija. Ali vidiš, da samo okoli navija? Tukaj sam začneš. A narobe delamo. Dajte mi mama. Samo okoli navijamo. Pokaži, kako delaš. Kaj pa to? Bravo. To je prav. Ja, sam probi malo več si pusti, da boš lažje doštukala. A daj. Daj. O, tisti malo dol. Dej, Vita plete. Še več. Zadej, do naruza. Tako in potem kaj? Ej, ne se cesto! Kaj? Daj zvi. Beli majci zgor. Pa daj, logo zviš, sam pokažem, kako pravi. Pokažem, kako se zvi. A ti samo ni čuješ, to bi lahko cel šopel. Del si na skupaj. Ne more. Jaz se grem gor nabirati. A mi pokažeš še enkrat. Seveda. Ker jaz ne vem več. Komod. Tako. Ja? In pol začne. Ne. Na enem koncu moraš konc zavijati. Se pravi, potegneš na eno stran, da je en konc daljši kot drugi. Kako? Se spomniš?
bolj na rob pejte z roko. Tako, tam začni. Tako, vidiš. In zdaj Sam stran od sebe, sam stran od sebe. Sam stran pa preprijemaš, tako. In potem sam palca skupaj potisneš, oba. In se ti ustvari zanka, malo daljše moraš tole narediti. Tako, ja. Bravo, si poštekal, ne? Tako. kaj zdaj? Primeš za zanko, z levo roko, Levo, ja. tako. In zdaj zgoran ga zavi stran od sebe. Kjer je pa zgoraj? Ja, tiskaj je zgoran. Ta. Ja, In kaj? samo stran od sebe ga zavi. Ne, tako kot prej. Tako. Tako. To je malo čuden prišlo. Pa preložiš čez ta spodnjega, tako. Tako. In zdaj tega spet. Tako. Tako. Lega. Lejte, kolega, kad le svoje plete, dajte si organizirati, da ne bo vsak svoje plete, ampak da vsi eno pletete, a veš? Zdaj dobro vam, zdaj to govorim. A to imate vsi une, ki sem vam jih jaz začel, ne? Ja, kaj, Dajte sami narediti to, no, se ni tak že problem. naredil ben čopek. Lej, tlele imate, vsem sem jaz začel, a ne? Zakaj sami ne znate? Je tak problem. To damo skupaj, zato sem se spomnil. Ti si, kjeri si pri nas, Leon? Kaj? Ta kjeri si pri nas, to 9-ič, 10-ič? Ne, 8. 8-ič. Ja, No, pa bi že lahko vedel, a ne? vrva, to je moja najslabša veščina, ki tukaj poznam. No, se pravi, tudi Žanova je bila, pa se je mogel tudi on naučiti, a ne? Ja, za mno je bilo lažji moment. Ja, to je pa moja najljubša veščina, tako da... A veš, kako je to različno, ne? Hvala. Si videl, to je moja vrv, ne? Ne, tvoja vrva nekaj je tle. Čega pa je ta? Ne vem, a ne, to je od Filipa. Ja, no, to je una, ki smo prevlekli, a ni? Manjce, ne Ja, vem. Ne, to je bila malo krajša. To je una vrv, ki smo jo prej pletli. Pa vlekli. 100%. In to sem jaz pletel, mi ne boste govorili. Da ste samo odrezali ta repak in to je to. A je res? Ja, mogoče je res. Kaj ni noben od vas tako spletel zaenkrat? Saj, kukar vidim, kaj počnete. On je. Ja, on je, ker smo skupaj začeli, a ne? Ampak mu lepo gre naprej. A? Ti gre? Ok, super. Ta trava predebela, no najte bolj tančno. Ne kar neki zavijati vse skupaj, kot eno klobaso. A veš, smo pokazali, kako gre, da sme biti kar ena čreva. Smo pokazali, le šefa imaš tukaj, pa ga vprašaj, on ti mora biti odgovoren za to. On ve, kako to Kaj me gre. želiš vprašati? Kako to splesti? Okej. Kako bolj skupaj? Daš to. Kako? Daš ne zvija. Ne, to bo. Zvežete jih skupaj. Se pravi, najboljše pa je eno zgraditi, a ne, da en plete, postali noste material. Meni je šla bodica. Bodica ti je šla noter v prst. Počakala bo do jutra, da se ti malo zagnoji. Če bo pa zdaj uspela dobiti, bo pa zdaj dala ven. Sam koža dal po trgi. Ne, ker to je, kolega, to je velika nevarnost za okužbo zdaj sredi poletja in to se ne dela. Kolega, počakaj, no. Še malo. Brate moj. Ček. Laris, mi bomo zgubili, neč ne gre. Ja, gre. Pa ne, stari A ste vi lahko, mislim, res, zdaj pa fantje, lej, koliko ste stari. Vi bi že vsak moral imeti vsaj pol metra, vsak svoje vrvi spletene. In kaj ste zdaj vsi štirje naredili? Ja, probamo se ta potegniti, da bo vse nam pokazal. No, prosim, starši, prosim, pogledajte, kaj ta večji fantje zmorejo v, ko ostali imajo že... Smo naredili že več. A ne? No, se pravim, tle pa tehniko prodajo en drugmu in z eno bilko trave v rok stojijo in čakajo, da se bo nekaj zgodilo. A noben ne plete. Dajmo, deluj. Čak, to je, pust. Dajmo, fantje, ne stojite z rokami v žepu, a ne? Laris, polovici z nas sploh ne dela. Polovici ne bere samo Ne, kaj rabiš to meni govoriti? A misliš, da sem slep? Pa se tudi gledalci vidijo, kaj delate. Ja, vidiš, koliko A gledalcev? Ogromen. Kaj? Ne, ni v live. Ni live stream. ti si live stream, ja. Laris, to je ful. Ne sanjati, prosim vas, fantje, no. Glejte, kakšno dolgo vrv imajo kolegi že zgrajeno. Poglej to. Pejte sem. Dve take imamo. Glej to.
No, sam to za malo za primerjavo, da ne bojo starši mislili, da se kaj hecam. Poglej, kaj je to bluzi. Kaj bluzite? Dobesedno vam rečem, da bluzite, je prav. Stokrat sem vam pokazal in stokrat sem vam začel vrv plest. In kaj delate vi? On ima bez special za noč, sam dva. Stran od ceste. Nabiralci, druga skupina. Sedemo se. Pusti travo, pusti. Pusti travo več. Kaj je, metrov? Vi ga niste podarili, nažalost. Rajši vam ne povem. Ne bom povedal. Ne, nažalost, daleč od tega. Sam da povem, iskreno. Poglej to vrv. Poglej to vrv. Spusti jo. Ej, spusti jo. Spusti jo, da vidim, če stoji v zraku. Spusti jo pa napnite, prosim. Glej to. Odlično. Je? Kar dvignijo. Samo napnijo, tako da se dvigne. Evo, voilà. Evo, spusti jo dol. Kolegi, pridite. Zgubili smo, jej. In tu za večerjo. No, da vidimo. Ja, bom jaz. No, Pust, bom jaz. Ja, za tega. Ok. Ne prvega, no. Ok, lahko date zraven, prosim, da boste videli, kakšna je razlika. Pa vemo, kaj želim da. Ne se prosim pritoževati, sem vas lepo upozoril, a ne? Najlažje imeti roke v žepu in gledati ostale, kako drugi delajo, ne? Jaz tudi obožujem delo. Ure in ure lahko gledam, kako drugi delajo. Kolegi! No, poglejte to. Poglejte to. Trikrat ali pa štirikrat daljša, ja. No, zdaj pa zbor, prosim, poberi nahrbtnike. Lahko seveda, vzemite vrv. Vrv morate vzeti. Ko mi čas, da sem sploh tukaj naredil. Kam sem premikal roke, le? Še kaj? Ja. A ste? Ja. Probala, kaj vidim. A vidiš, kaj te koliko prstov? Kdo še dvomi, da kaj vidim, no? Jaz ne. Koliko prstov kaže? Pa ne vem. Jaz mi živim drugače. Odprijo, ne vidim. Pa vidijo. Ne, hočem vam povedati, da... Ja, a se vidi, no? Ne, sigurno ne. Sigurno ne, ja ali ne? Ne. Kaj zdaj? Ne. Jaz nič ne vidim, okej? Zdaj pa te vidite malo nazaj. Če vas slišim model, kako veš? Model, kako veš? Kaj je? To nisem jaz rekel. Na koga pa kaže? Še malo prej. Na Leona. Nekaj je. Ne, to je njih. Daj ga. To je njih. To sem jaz. Ne. To sem tudi jaz. Pejmo nazaj malo. Kako ve, če se oglašaš, model? A si lahko še bolj? Kje sem jaz? Tukaj. Ne. Tukaj. Kaj misliš, Veš, Laris? kaj se je videl, kaj se je slišal, kaj se je premaknil? Ne. Laris to dela 16 let, minimalno. Minimalno. Ja, prekrivam si oči, da vam pokažem, kako se vozni delajo v popolni temi, ok? Zdaj pa vtihni in se vsep. Ali pa pet pumpat.
Ti dovce. A? Pet, vozi, sem pet tam nazaj. Tukaj, tukaj. Pa ta prave. O tišini. To koliko? Kaj mene sprašuješ, koliko? 200. Kaj si? 250. Jaz nisem nič rekel. Dražba. Koliko hoče pa nek pumpati, hoče pumpati. Kaj ponudiš? Sam je rekel, da hoče pumpati. 1000. To Leži ti tle za mano. Ja, 200. da te bom pohodil po nesreči. Še bolj nazaj pridite vsi. Pet. Še bolj nazaj. Kar ustanite vsi, pa gremo 3 korake nazaj. Zato, ker lahko koga po nesreči zbrvijo. Prav? To pa nočem. Niste videli, ali pa bom še enkrat pokazal. Vedno, preden začnem karkoli delati z vrvjo, kot če mislim plezati po njej, jo vedno pregledam. Seveda, ker je tema in ne morem pregledati z očmi, ampak jo lahko, kaj? Z rokami otipam, a ne? Tukaj vidim, čutim, da je mal načeta, ni pa kritično. Je res? Pridi bliže. Poglej, se čuti, da je nekaj deformirana. Je res? Ampak ni kritično, ni načupana, a ne? Ni posebenega, ne? Ok. Tukaj spet, lej. Čutaš? Mislim, jaz čutim. Vidiš? Ok, to tudi ni kritično, je tako? Pa poleg tega je pa še očistno, a ne? Ok. In smo na koncu. Zdaj smo jo pregledali, na 2 koncih je malo kritično, ni pa prehudo. Se strinjate? Ja. Ok. Zdaj pa prosim, simuliramo kaj? Recimo, da me je ujela noč, da sem pač zataval, iskal pot do zadnjega trenutka, dokler se ni popolnoma stemnilo in ne vidim tudi prsta več pred sabo. In recimo približuje se nevihta ali pa dež ali pa nekaj takega. Dajmo reči, da bo deževalo, ne? Ali pa že začelo deževati. Kaj moramo narediti? Zavetje pač, a ne? Smo rekli, brez hrane zdržimo 3 tedne, brez vode 3 dni, brez bivaka pa 3 ure. Se pravi, če se podhladimo, a ne? Ko telesna temperatura pade pod 35 stopinj, govorimo o podhladitvi človeka. In ker takrat možgani nehajo delovati pravilno govorim, a ne? Delamo same neumnosti, namesto da bi zakurali ogenj, delali počepe, delali sklece, da bi se segreli, se pogovarjamo z bukvami ali pa z navideznimi palčki, ali pa, a ne, možgan ne dela več, kot bi moral. In zato je vedno dobro, da hodite v naravo v parih, ali pa po 3, ali pa 4, a ne? Zakaj? Ker če boste sami, ne boste tega mogli ugotoviti, da ste podhlajeni in boste delali neumnosti in na koncu umrli. A ne? Mrazu rečemo tihi ubijalec. Prosim? A lahko, kolega, se malo zadržiš, prosim, s takimi komentarji? Jaz govorim o čisto resnih stvareh, tipa o prcih. Zdaj se malo zamisli, no? Ni smešno, meni to ni smešno, kolegi, res mi ni smešno. A ne? Vidim, da te očitno v življenju še ni nikoli zeblo. Zares zeblo. A te je? Si tabornik, ne? Ja. In kje te je zeblo? V Šotoru, kdaj? Tik preden se je zdanilo, je res? Ker je takrat najhladneje, je res? No, takrat te je zeblo. Potem veš. Niso to prci, a ne? Ja, Mraz ni enako prdec. ja. Pravi, takole poiščete. Čaj, Laris, pazi. Ja. Umaknite se, umakni Zdaj sem se. rekel, da se umaknejo, ne? A se ne. Ni že šlahnjeno. Ok, kar usedi se, v redu Vidite ste. se? Kažemo naprej. Prav, zdaj sem najdel, ste videli, kako sem najdel drevo. Z vrvjo, a ne? Ja. Tako. In to je konec vrvi, a ne?
In to je nadaljevanje vrvi. Za tesarski vozel ali začetni vozel, se pravi, en vozel ima lahko več imen. A ne? Gasilci ga poznate pod tesarski, skavti mu rečejo začetni vozel, a ne? Je pa tudi različno, kako ga izvedeš, kako ga narediš. Gasilci imajo tekmovanja, imajo drugačne pristope, mi pa v naravi pokažemo realno, kako v naravi funkcionira tak vozel. Pravi, za koncem vrvi gremo pod ali nad nadaljevanje vrvi. Ja, kaj želite? Nad. Pustimo tako. Gremo nad nadaljevanjem, upognemo in gremo nazaj uviti okrog samega konca te naše vrvi. Spravi, konec se uvije samega sebe, vidite? In kaj se te ustvari? Zanka. Ko to zategnemo, to ostane kje? Na mestu. Torej, bolj ko zategujemo, bolj, kaj? Ostane na eter. Kaj bolj se? Zategne. Tako drevo raste. Stran. Ja. Okay. A vidite, za cel besem. Ni pa suha, ne? Okay. Se pravi, grem zdaj pa na drugo stran. Umakni se. Ja, kar umakni se. To ni smešno, to ni smešno. V redu. A lahko počakate. To ni smešno. Resnega po mojem. Ni smešno, ti bo. Zato imamo mi na glavne lučke pa osvetljen tabor po noč, če ne bi tako iskali stvari kalaris. Ja. A smo prosili za tišino? Smo, ne? En meter pred drevesom naredite alpinsko zanko. In kako se to naredi? Potegnete malo vrvi nazaj, jo trikrat uvijete okrog roke. Sprav to lahko naredite kjerkoli sredi vrvi. A ne? In potegnete, pridete od spredi takole noter, potegnete s tole zanko, ki je pač poljubno velika. Zdaj ne rabimo prav velike, je bom naredil tako manjšo. Bom povedal zakaj, lahko je pa ogromna. Celo tako veliko lahko naredite, da si jo zataknete lahko okrog ramen in vlečete, a ne, kakšen tovor v klanec. A vidimo jo zanko? Ta zanka po vrvi ne potuje nikamor, ne gor, ne dol. Ja? Zdaj bom taknil konec vrvi skozi to zanko. In to vrv potem napel. Popravil. Šli okrog drevesa. Zdaj ta v redu. Spravi, zdaj ko tukaj zategujem vrv, a ne, kaj se zgodi? Nazaj gre. Kam? Proti drevesu. Se pravi, jo napenjam, a ne? A vidiš? In se kar s celo težo naslonim nazaj, da jo res dobro zategnem. Ste videli, kako je napneš? Ja. A ne? Še je lahko, ne? Ja. Ste videli? Ja. Jaz nič ne vidim. Pa res. Potem pa... Kaj? Pa res. Kaj?
Da res. Res nič ne vidim. Pa res. Glejte, pa, ko pridete, ko zategnemo, primete z dvema prstama, glejte, bom prijel za to zanko, a vidimo, dva prsta. Ja. In še vedno vse je ostalo napeto. Ja. Je? No, Ja. naredim štirico. Se pravi, vse te vozle imate na mojem YouTube kanalu. Ja. In si jih ne rabite zapomniti zdajle, a ne? Vse to boste našli gor na mojem kanalu, to, kar sem rekel. 10.200 za enkrat. Moja učiteljica matematike ima 17 000. Kaj? Moja učiteljica matematike ima 17 000. Ja, seveda, ker ste med korona bili vsi pri njej, subscribeni. Cela šola, a? Ok. Poiščem vejo, taknem ven roko iz te zanke, ki je nastala, dam vejo noter, poiščem vrv in jo zategnem, tako da, a vidite, vrv ostane zavarovana s to vejco. Sprav tudi nekdo, če bi po nesreč potegnil, jaz ne morem pas dol. Se pravi, napnemo vrv med dva drevesa, vržemo čez ponjavo, zaklinimo in imamo Preprosto bivališče. preprosto bivališče, bivak, šotor. Kako? Zdaj je pokazal. Kuki pa to največ zdrži. Mene, zdaj bom pokazal, kako plezamo čez reko, potok ali pa kaj tazga, če morate. A ne? Kako se vrv napne, ne more se kaj sama napeti čez reko na drugi strani. Kako se to zgodi? A? Vržeš jo? Ja, z lasom mogoče. Kako z laso? Aha. Na drugi strani. Ne vem, pogibam. Ne. Ja, ne. Preprosto Nekdo mora čez reko pa jo prevezati na drugi strani. Ne? Ja. Kako pa to naredimo? Če smo trije, kaj naredimo? Pa imamo vrv. Dva naredita mosta, tretji. En se sleče. Se sleče, da vse oblačile v vrečke, a ne, jih zaveže, da v nahrbtnik in si pripravi kaj? Če je hladno, pa sploh. Netivo, dračje. Ne? Ko prije čez reko, da si takoj zakuri lahko ogenj, da se segreje, če je hladna reka. To je ena stvar. Drugo, da se takoj lahko obleče in se osuši. In tretja stvar, da preveže vrv. A ne? Medtem, ko gre čez reko, mora obvezno, ko hodi po reki, imeti zraven še eno dolgo palco, ki mu služi kot tretja noga. Zakaj? Ko ste na mokrih spolzkih tleh v vodi, a ne? Stopite na kamen in ko naredite korak, seveda nogo dvignete nekam, iščete korak in vam lahko še ta podrsne in padete. In vas voda odnese. A zdaj ti ja razlagam, vi ste pa tle, ne? Ja. Sorry. Ko je vrv napeta, ko je zasigurana, greste tako kako čez. Se pravi, ruzak date na eno, ali z vrvico prevežete, ali kakorkoli, vsekakor ga ne imate, torej ne imeti na hrbtu, a ne? Zaradi ravnotežja. In ga potiskate lepo pred sabo, a ne? Ok? Z eno zanko ga zavežete, pa ga lahko potiskate, ali pa za kakšno kljubico, če imate, ali pa karkoli iz lesa lahko naredite, a ne? Tako da vam ne pade seveda v vodo. Evo, tle tista poškodovana vrv, je čute, mislim, a vidite? Ja. Je res? Ja. Evo, tlele, od tle do tle, po moje. Ja, pa zakaj če gre en čez reko, pač ne bi šli vsi naenkrat, pa imajo vsi ogenj. Kako? Zakaj če gre en čez reko, pa da bi naredil vrv, zakaj ne grejo sam pač vsi trije hiter, pa ko imajo itak že dračje, da se pač pol vsi se grejo. Mislim, ali je to smiselno? Ne. Zakaj bi se trije močili opremo, pa to, če ni potrebe, če greš lahko suh čez vodo, bom zdaj pokazal. Vrečki. Kako? Se bojo imeli vrečki. Ja, ampak vrečke se tudi lahko zmoč. Ja, če praktično, ne. Govorimo o deroči roki reki, če je neka navadna reka, verjemite, da bodo si šli hlače zavihali, pa šli tudi, a ne, do pasu, dokle gor, če je treba, a ne. Če pa nevarno, kot sem rekel, da morate z varovanjem delati, se pravi, da tega človeka tudi
navežete z alpinsko zanko oziroma z pašnikom oziroma mrtvim vozlom, a ne? Če se mu karkoli zgodi, da ga lahko ona dvojica potegne nazaj iz vode, a ne? Da ga ne odnese tok, bog ve kam. Ok, se razumemo? Ja. V takih primerih, zdaj če vi lahko preplavate, se pač valjda slečete, date stvari v rečko, pa vsi trije preplavate, če pa to zdaj roče, da je nevarno, je pa treba pol postopati na najožjem delu, na najtistem delu, ki je najmanj nevaren, a ne, oziroma izgleda najmanj nevaren, če že, a ne, nikoli ne vemo, kaj je v reki noter, a ne, kakšne so globine, zato rabite vedno preverjati s tisto palco, ko imate, ko trdno stojite, če preverite, kje je kakšna pas lahko, a ne. Poleg tega, da vam ta palca lahko nudi oporo, da se nekaj za prehod reke. Ampak to so že bolj napredne stvari. Zdaj bom pokazal, kako splezamo čez, torej s pomočjo vrvi preko reke, preko prepada, preko potoka, ne vem kakoli že. Se pravi, ste videli, prestopil sem vrv, ampak sem gležen zataknil za vrv. Prav stopalo imam na drugi strani, torej na levi strani vrvi imam stopalo, vidite? Ja. Ne na desni. Ja? Prav, leva noga v tem primeru je šla preko, ampak gležen je šel na desno stran. Ja? Ja. Se takole raztegnemo, se uležete gor, a ne? Glavo lahko date takole gor in počivate. A ne? Zdaj sem tik na tlemi, a ne? Ker se je vrv zelo raztegnila, a ne? Ja. Je res? Ja. Pokrčem noge in se z rokami potegnete naprej. Prav, s telesom dvignete malo, torej z nogo dvignete malo telo in se potegnete naprej. Jaz sem čist na tlemi, čutim. Prav se žvičkajo, ne? Skratka, na ta način pridete čez, lahko počivamo, a ne, smo rekli, tudi par ur, a ne, če ste tukaj utrujeni. Pa ne boste padli dol. Kaj pa če Kaj? bi padel dol? Ja, če bi padel, bi pa padel. Da pa umreš, ne? Jaz ti kažem, kako ne padeš. Kaj boš pa ti delal, pa če boste tako plezali, a ne, pa boste, a veš, spodaj pa to, pozabi to. Zdaj Boš umrl. se je to precej razrahljalo, ne? Tako? Ker je dolga razdalja, vrv je precej elastična, ni plezalna vrv, tudi plezalne vrvi so elastične, niso take toge, se reče, kot so jamarske, a ne, one se nič ne raztegujejo, te pa se malo raztegnejo, kot ste videli, ampak ni pomembno. Torej, ko pride jutro ali pa ko moram na hitrico odideti, primem za to palco, jo potegnem, jo dam ven, potegnem za tole vrvico, se razdre na vozu, potegnem zanko iz zanke vrvico ven, tole povlečem se sep, zdaj pred mano, razdrem alpinsko zanko, tako da jo zalomim. Vsak voz se da lepo zalomiti, vidimo. Okay. Pa je bil napet, a ne, sem visel gor, cel s celo težo, je res. Ja. In tale je bil tudi zelo napet, a ne. Razrahljate, tole, potegnete se in opale, ima po nosku. Evo, kaj naredim, spet pregledam, če je vrv v redu. Čistem. Ok, naredim dva raztežaja, se reče, takole, a ne. Jo damo okrog vratu. In tam, kjer mi pride dol, tegnem levo roko, a ne. Tam, kjer pride vrvica dol, gre, torej po tisti strani, ki gre dol, gre tudi po strani nazaj. Naravnost dol, po strani nazaj. Naravnost dol, po strani nazaj. Naravnost dol, po strani nazaj. Tak, imamo malo še skočiti. Takole. Ko grem takole od vratu dol, a ne, vidite, da se vrvice lepo ločijo, te zanke. Damo to izza vratu.
Ja? Poiščem te dve vrvici. Ne? In trikrat ovijem po vrvicah navzgor proti zankam. Poiščem vse zanke, tole, pridem s tema dvema vrvicama skozi njiju, skozi zanke, skozi vse zanke, vidite zanko, poveznem čez in tole. In spet poiščem te dve vrvici, ki visite dol in zategnem. Okay. Ko je to zategnjeno, tole date zaradi mene v pralni stroj, še edino, kar morate narediti, je, da ta dva konca združite skupaj, da izvežete skupaj. Takole v šestico recimo, ali pa kakorkoli. In tole date pol 1000 takih vrvi v en velik pralni stroj za en teden in to se lahko 24 ur na dan vrti. In ko boste rabili eno vrv, jo boste samo prijeli, vse ostale stresali dol in boste se niti ena ne bo zapletla z drugo, ker se ne more. Če vi konce združite skupaj, se ne morejo zaplesti, ker so vse zaključene. Lahko delate ne vem kaj, se to ne more zaplesti, kakorkoli obračate, karkoli počnete, se to ne more, vidite, samo strešaš, pa je pripravljeno. Ja? Ok. Dam čez ramo, tole, spredi prekrižam, zadaj prekrižam, tale dva konca treba se razvezati. Še enkrat, obesite čez rame, spredi prekrižate, zadaj prekrižate, z vrvico in spredi zavežete. Kakšen je ambulantni voznik? Moški voznik. Tako da gre. Desna preko leva, leva preko desna in tako naprej, to gasilci učijo. Ja. Jaz se pa takoj naučim, tista vrvica, ki gre proti meni, proti mojemu telesu, ta gre stran, vidimo. Ko držite to osnovno zanko, ta gre proti meni, se pravi, ta mora iti preko tega, noter pa ven. Lahko naredite še mašenco, ni panike. In vse te opletajoče kose vrvi zataknete takole za pas. Zakaj? Da vas ne ovirajo pri hoji čez kakšno grmovje, da vas ne zapenja in tako. In imate vrv zapakirano. Je res? Ja. Tako da, je še kakšno vprašanje? Ne. Vam še kaj pokažem? Ja. A bi lahko s to vrvjo probo pride do tabora, pa z zaveženim ničmi? Lahko. Jaz bi to probil. Sem pol, ne vem, počest rajšne. Počest rajšne. Ja, če bo hvala, mu bom pa rekel. Boste, ja. To mi bi se kazal, da me povod. Zdaj smo si naredili pa do svoje vrvi, pa lahko svoje. Prav? Je mogoče zaradi tega, da bo službe, zato ker me boš dal na YouTube. In pa bojo, oni, ki me bojo hoteli zaposliti, bojo vse pogledali na spletu o meni. Nič druga, bojo videli, da si bil, da znaš preživeti v naravi. Tako je. Počepe. Smo rekli, da bomo govorili tudi nekaj še dopoldne o užitni hrani. Imamo tukaj... Kako? Regrat. Kaj je to? Regrat. Ni regrat. Regrat v obliki jelke. Hrosto. Hrasta. Kaj je to? Regrat. Dajte povohati malo, po čem to diši? Po listih. Jaz bom zdaj to probal. A se upate probati? Ja, Družek lele. Rukola, rukola. Ja, vi ste rukola. Jaz bi probal. Jaz bi probal. No, solata. solata kakšna? Ja, pa kaj še? Gožna. Ni rukola, to je krompirjevka. Hoj. Krompirjevka. No, Nada povoha. je podobna regratu in je, torej regrat ne raste v gozdu,
in krompirjevka ne raste na travniku. To je bistvena razlika. Se pravi, če boste našli, Ja, res, po krompira. je, ne? Ja. To se poje. To imate lahko za solato, lahko za prekuho, karkoli. Je dobro. Če bomo imeli srečo, vam pokažem moje najljubšo. Ja, to je to. Bravo. Tako. Vse, kar je podobno regratu, je užitno, da boste vedeli. Gremo naprej. Pa je mrtva kopriva, se pravi, ta nas nič ne speče, a ne? Je užitna, ima užitne liste, a ne? Ampak te ta manjše. Če boste te velike vzeli, so zelo, zelo, zelo grenki. Čim manjše bo morate vzeti, a ne? Takele kot je ta. Evo, ja. Ne diši najlepše, je pa užitna. Tako kot navadna kopriva. Ja, zato, ker te nič ne speče. Čist malo, ja. Ni najboljšega okusa. Malo je grenka. A to je Ne. grenka? A ta je grenka? Grenka je. Vzel 1 milimeter. A ta je grenka? To poskusi, če boš hotel. Lahko jaz tudi to probam. Ja, dajte probati, kdor želi. Grenko je. A ne, nismo več navajeni grenkih okusov zaradi vseh Coca-Col, Spriteov in Pepsijev in ne vem česa še vse, a ne? Kaj je? Ni v redu, ne? Je grenka? Čim manjši listek moraš vzeti, tem boljše. Starejši listki so pa zelo, zelo, zelo grenki. In skoraj ne moreš dol pojesti. To je pa ene vrste hmelj po moje, veš? Če se ne motim. Ne bom trdil. Hmelj. Ja. Na pamet govorim, nisem prepričan, lahko pa slikamo, pa bomo preverili, ja.